Tokrat v občinskem informatorju. Prva konstitutivna seja mestne občine Maribor. Študenti zbirali sladkarije in igrače. Ilka v novo leto po nove zmage. V Mariboru otvorili mestno drsališče. Božiček obdaril otroke na Biboljski tržnici. Božički razveselili otroke na pediatriji. Slivniški upokojenci z glasbo zaključili leto. Na Muti pripravili božični bazar. Novoletna čestitka selniške županje. Ob visokem jubileju razstava Ruški obrazi. Lepo pozdravljeni. Novo izvoljeni župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič je za včerajšnjo potrditvijo na ustanovni seji mestnega sveta tudi uradno prevzel vodenje drugega največjega mesta v Sloveniji. Kot veleva pravilo, je ustanovno sejo v celoti vodila najstarejša svetnica Zdenka Križanič iz liste župana Andreja Fištravca. Lepo vas prosim, ne razmišljajte in ne delajte samo za lastne interese. Delujete v interesu vseh ljudi, ki živijo v tej mestni občini. Vsi ti ljudje so vam izvolili pravico, da odločate v njihovem imenu. Veliko uspeha in osebne rasti vam pri tem želim res iz vsega srca. Novo izvoljeni župan je nato svetnike nagovoril z besedami, da bo svojo nalogo opravljal vestno in odgovorno ter spoštoval pravni red Republike Slovenije in mestne občine Maribor. Od sedaj naprej bomo skupaj delali za vse, vsi mi, za vse nas, za Maribor. Vem, da je mestni svet pluralna zgodba, kar se je dokazalo tudi danes, vendar bi vam položil samo eno misel. Od nas je odvisno, ali bo mestni servis boljši, ali bomo naredili razvojni preboj, in od nas je odvisno dobro počutje vseh, ki živimo v tem mestu. Pri potrjevanju mandatov mestnih svetnikov z njegove liste se je zaradi pritožb vezanih na predvolilno obljubo Golaža ob oddaji podpisa podpore za Sašo Arsenoviča nekoliko zapletlo, a na koncu je bilo potrjenih vseh skupno 45 mest v mariborskem mestnem svetu. Ja, gledajte, tukaj, jaz sicer nisem pravnik, mi smo zagotovo sledili pritožbi, potem pa so še neke druge inštitucije, ki bodo dejansko v tem znale tudi dati pravilno razlago. Tako da tukaj o tem se ne bi opredelil, ne glede na kako bo, bomo seveda mi to sprejeli. Ampak to bo tisto upravno sodišče, ki bo dokončno reklo, kaj je prav in kaj ne. Mislim, da zapleta ni bilo, bile so dve pritožbi, čisto legitimno po zakonu. Komisija jih je obravnavala, eno zavrnila, ker ni bila po zakonu sploh dovoljena, po drugi se je potem glasovalo. Jaz sem na podlagi tega, kar je že odločilo upravno sodišče, dvakrat ustavno sodišče, se je odločal, ker mislim, da ni naša stvar, da tukaj politično spremenilo odločitev ustavnega sodišča. V izvršilnem odboru Slovenske demokratske stranke Maribor o tem razpravljali na ta način, da je gospod Arsenovič in njegova lista, da so dobili toliko in toliko glasov volivcev in ti odločajo. Ta možnost obstaja, je legitimna, res pa je, da je v ozadju verjetno kaj drugega. Jaz si želim, da se zadeve ne bi zapletale, ampak da bi res konstruktivno delali za to, kar pravzaprav vsi želimo, to je pa novi Maribor. Sicer pa je Arsenovič že pred ustavno sejo povabil k podpisu dokumenta, ki izkazuje namero o sodelovanju. K podpisu dokumenta je povabil vse svetniške skupine razen Slovenske demokratske stranke, liste Franca Kanglerja, Nove ljudske stranke in liste župana Andreja Fištravca. Prav gotovo bomo v listi Franca Kanglerja, ne glede na to, da nismo bili povabljeni v prvi krog razgovorov, bomo zagotovo delovali konstruktivno, sodelovali, niti približno nagajali, bomo pa seveda znali tudi kar dobro opozarjati. Tako da, poglejte, župan je naš vseh zdaj, tako to moramo pozabiti, predvolilni boj je mimo in tako bomo se tudi mi obnašali prihodnje. Nismo bili povabljeni neposredno, vendar smo razumeli poziv sedanjega novega župana na sodelovanje v kompletni širini vseh mestnih svetnikov, list in strank za dobro bodočnost Maribora. In seveda naš moto je točno takšen. In vse projekte, ki bodo v tej smeri bili predstavljeni, bomo zagotovo podprli. Jaz se veselim dela na naslednja 4 leta, tudi kot najmlajši svetnik bom pazil, da bo glas mladih vedno slišan, tudi na tej ravni mestne občine Maribor.
Glede sodelovanja z županom, jaz si želim, da bi sodeloval z vsemi Mariborčanke, Mariborčane, predvsem dobro Maribora. Upam, da se uskladimo, da bomo tvorno in pa konstruktivno sodelovali v naslednjih 4 letih in da bomo dejansko lahko marsikaj iz našega programa tudi naredili in naredili pozitivne stvari za naše mesto, za napredek, za razvoj in da bomo na koncu vsi zadovoljni. Jaz verjamem, da bomo uspeli v tem mandatu tudi naše skromne točke, ki so pa konkretno zapisane, tudi sprovesti, tako da bodo lahko volivci čez naslednje 4 leta videli, da nismo zgolj obljubljali. Naše pričakovanja so velika, želimo si, da Maribor spet gospodarsko razcveti, tudi turistično. Nekih želja posebno nimamo, sodelovali bomo z županom, želimo se na tako debato konstruktivno, predvsem na projekti, kot je knjižnica Mariborska, ceste, šole, vrtci, pač to, kaj Maribor potrebuje. Med novimi mestnimi svetniki so številni novi obrazi. Največ sedežev je zasedla Arsenovičeva lista, na kateri so sami politični novinci. Med njimi sta arhitekt Gregor Reichenberg in prometni inženir Samo Peter Medved, ki sta kandidata za podžupana. O zasedbi podžupanskega mesta za družbene dejavnosti pa se Arsenovič še pogaja. Tudi letos je študentski svet Univerze v Mariboru izvedel akcijo zbiranja sladkarij in igrač. Med 19. novembrom in 14. decembrom so tako namenili čas za zbiranje daril iz socialno ogroženih družin. V skoraj mesec dni trajajoči akciji zbiranja sladkarij in igrač za najmlajše so študentom omogočili, da tudi sami prisostvujejo pri tej dobrodelni akciji. Študentje so lahko igrače in sladkarije pustili v knjižnicah na fakultetah, v Univerzitetni knjižnici Maribor in pa na rektoratu. Zbirali so lahko, oziroma prinesli igrače so lahko in študentje in zaposleni. Akcija zbiranja igrač in sladkarij traja že več kot 4 leta, pri čemer ni posebnega pravila, kar se tiče zbiranja igrač. Načeloma ni bilo nekih pravil, mi smo napisali igrače in sladkarije, smatra se tudi take stvari, ki se recimo tudi ne pokvarijo hitro, pa igrače, da je primerno za vse otroke. Zbrane igrače in sladkarije so nato predali Zvezi prijateljev mladine. Posebej spoštujemo to, da se mladi ljudje angažirajo, se pravi študente, študentke, da gojijo to zavest po potrebi pomagati na tak način. Mnogi so še v socialnih stiskah v Mariboru in bližnji okolici, so družine, ki tega včasih ne povedo, ker se mi je to zgodilo pred kratkim, sicer nekako opažamo morda, da socialne stiske pri številnih družinah, da jih ni morda več toliko, kot jih je bilo nekoč, ampak da v veliko družinah so pa stiske še vedno velike. S temi darovi bo Zveza prijateljev mladine na večjih dogodkih obdarila približno 250 socialno ogroženih otrok. V naslednjih dneh ima Društvo prijateljev mladine Maribor v Pekrah eno večjo prireditev. Sodeluje nas tu več, Zveza prijateljev mladine Maribor, Društvo prijateljev mladine Maribor, Večgeneracijski center Štajerska in pa otroci, ki so dobili povabilo. V Pekrah se bo to zgodilo naslednji četrtek, takrat bo tudi predstava, obdaritev z Dedkom Mrazom in takrat potem se družine zberejo. Seveda pa še to sledi, potem imamo en večji tabor na Pohorju za otroke socialno ogroženih družin. Tudi tam bo nekaj teh daril prišlo v prave roke in pa še občasno, ker vsak teden oziroma vsak prvi ponedeljek v mesecu tudi prihajajo družine k nam po pomoč in tam bodo si lahko izbrali še nekaj od tega in ostalih stvari, ki še bodo prišle v teh dneh do konec leta nekako do nas. Ravšl je na koncu še dodal, da ima Maribor že od nekdaj čut za malega človeka in socialno zavest, ter da znamo prisluhniti, sploh če so se v stiski znašli otroci. Kljub stresnemu začetku sezone se je Ilka Štuhec po 21 mesecih regeneracije po poškodbi vrnila v velikem slogu. V 2 dneh je prismučala kar 2 zlati medalji, za novo leto pa napoveduje nove vrhunske rezultate. Po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe pravi, da je bilo bolj kot fizično kondicijo potrebno pridobiti psihično kondicijo. Ilka je sicer navajena delati pod pritiskom, vendar pravi, da kljub večjim pričakovanjem in večjim željam tega pritiska sedaj ne čuti. Ne, v bistvu sploh ni pritisk, zato ker želje so le pač že od začetka iste, no, ampak kot sem omenila prej, realno gledano, mogoče malce previsoke. Zdaj, ko sem pač dosegla zastavljeno, v bistvu ja, okej, valjda je fajn zmagati, ne, ampak da dejansko lahko smučam sproščeno, si pač samo želim, da bi se tako nadaljevalo, ker potem vem, da je možno marsikaj. Ilkin trener je že na treningih spoznal, da je hitro bila pripravljena na nove podvige. Smučanje njeno na prosto je enostavno tako kvalitetno, da je samo vprašanje časa, kdaj
se tak rezultat zgodi. Ves čas smo o tem se pogovarjala, verjela, je pa problem to realizirati potem na tekmovanju, ker tekma je določen stres, neke anksioznosti je prisotne in da je ta ravno v pravi meri, da ob tem ne pozabiš na svoje pozitivne sposobnosti, traja. Sami smo videli, da ne gre kar na silo in na hitro. Sem pa vesel, da se je zgodilo tako hitro in da je še kar nekaj sezone pred nami, tako da bo zdaj s to popotnico dobrih rezultatov mnogo lažje. Dobra oprema je ključna za vrhunski rezultat. V to sezono so tako stopili tudi z novim serviserjem, ki je prinesel nekaj ključnih sprememb. Ja, ta serviser ima 20-25 let izkušnje, jaz pa vse, kar sem imela Ilko. Jaz sem se z Ilko ravno tako učila in to on ima toliko več ve, kaj se mu je že v preteklosti zgodilo, seveda, kak je, ko imaš izkušnje, da je to še lažje spremeniti, ne, to mu kar pustili, pa mu probali nekaj drugega, ne, pa pridni je delovn, tako da to je čista tombola. Ilka je z ekipo tako pripravljena, da bo znova posegla po najvišjih mestih, ali bo nastopila na tekmi za Zlato lisico v Mariboru, pa zaenkrat še ni znano, ker so le dan po mariborskih tekmah na sporedu treningi smuka v Oreju. Bo pa Štuhčeva izpustila naslednja 2 veleslaloma, saj ostaja osredotočena na hitre discipline in kombinacijo. Na trgu Generala Maistra v Mariboru pa so včeraj tudi uradno otvorili čarobno drsališče, na katerem bomo lahko drsali do 2. marca. Gre za 800 kvadratnih metrov drsalne površine, sredi katerega stoji fontana. Drsališče je sestavljeno iz osrednjega drsališča in 140 metrov dolge krožne drsalne steze, ki pelje proti Vinagovi kleti. Postavitev je bila zahtevna, bolj kot ne tudi velik izziv. Ker so se odločili postaviti drsališče brez naklonov, ki je tako bolj varno, je postavitev nekoliko dvignjena od tal, s čimer so hkrati zagotovili, da ne bodo poškodovali travnatih površin trga. Zabava na prostem v zimskem času, predvsem za mladino, ki jih odvrnemo od teh elektronskih sistemov, da v centru mesta postavimo neko zgodbo drugačno, zanimivo, pestro in ta trajala do 2. marca. Kot dodaten varnostni ukrep je izpostavil obvezno uporabo čelad na drsališču otrokom do 14. leta. Bo pa program zelo pester, saj pripravljajo zabave za otroke, omogočajo praznovanje rojstnih dni, animacije pa tudi možnost, da novo leto pričakate na drsalkah v soju luči na najlepšem trgu v mestu. Ne gre samo za drsanje v tem zimskem času, smo poskrbeli malo bolj kvalitetno, kot se pravi gostinsko ponudbo, z zaprtem šotoru, z pravo ponudbo prvič pijače, primerno za letni čas in za vse, kategorije drsalcev od mlajših do starejših in bo pa tudi po novem ponudil še hrano, ki je tudi za ta zimski čas primerna. Sicer pa so si letos poleg skupnega programa Čarobnega decembra zadali cilj vključiti tudi trg Generala Maistra z drsališčem z nazivom Čarobno drsališče. Kar se pa tiče samega programa, bo lepo sovpadalo tudi na čas silvestrovanja, namreč silvestrovanje bo tudi potekalo na drsališču vse do 2. ure zjutraj z penino v roki na ledu, zato tisti, ki so bolj športno usmerjeni in si želijo drsanja, vabljeni sem. Sicer pa bi predlagala, da se vsi, ki bodo prišli zdaj v tem decembrskem času, sprehodijo čez celotno mesto, doživijo utrip celotnega mesta in vseh trgov, kajti vsak trg ponuja nekaj drugačnega, nekaj specifičnega, vseh glasbenih zvrsti, tudi animacijo za otroke nenazadnje v Vilinskem mestu, tudi ne smemo pozabiti na Vilinski dvor oziroma Vetrinski dvor, ki je namenjen prav družinam in otrokom, Lutkovnem gledališču, Slovenskem narodnem gledališču in tako naprej. Drsališče sredi Maribora bo sicer odprto vsak dan med 10. in 21. uro, na silvestrski večer pa celo do 2. ure zjutraj. Otroci do 7. leta bodo drsali brezplačno, 2 evra bodo odšteli mladi do 18. leta, odrasli pa 3. Tržnico v Pivoli pa je minulo soboto obiskal drugi izmed 3 dobrih decembrskih mož. Božiček je najmlajše razveselil z darili, otroci pa so v ta namen pripravili tudi krajši kulturni program. Otroci v Hočah so se na pivoljski tržnici razveselili Božička, ki je prinesel polno košaro dobrot za otroke. Sladkarije. Praznično vzdušje je bilo na Pivoli, kar je bilo všeč tako otrokom kot tudi odraslim. Zato, ker sneži, se lahko obmetavamo, sankamo, smučamo. Dobimo darila, smo z družino, s prijatelji, pač dobro volja je.
To je pametna stvar, da se ljudje tako dobijo, pa se malo podružijo, pa to ne. Pogovarjali pa smo se tudi z Božičkom, vprašali smo ga, ali so otroci letos res bili tako pridni. Zelo so pridni. Pridni so v šoli, doma vem, da zelo dosti pomagajo mamam in atem in mislim, nimam kaj reči, ne vem, ne najdem besed. Pivoljska tržnica tako živi vsako soboto, bo pa veselo tudi to soboto, ko bo otroka obiskal še 3. decembrski dobri mož, dedek Mraz. Tudi letos so otroke na kliniki za pediatrijo UKC Maribor razveselili plezajoči božički. Kot vsako leto so se božički najprej spustili po steni navzdol, nato pa so se odpravili v sobe in obdarili hospitalizirane otroke. Božički so pred okni pozdravili ter pomahali otrokom in jim zaželeli vesele praznike in veliko zdrave, sreče. Zelo lepo je se spustiti in darovati otroke, čeprav so v bolnišnici. Po spustu so se skupaj z znanimi osebnostmi odpravili v notranjost bolnišnice in obdarili hospitalizirane otroke. Vroče, vroče, mene ostavi nove zmage, v moji glavi žene, me adrenalin. Enkratno, no, mislim, res, ful vrejo. Pač nisem pričakoval, je pa vseeno pač neverjetno, te vsi presenetijo. Ful je fajn. Je super, malo popestri, dolg čas v bolnici. Super, podpiramo to. Ob tem so bile želje bolnih otrok skromne in pričakovane. Da bom doma z družino. Ja, najbolj, da bi se pozdravila, no. Drugač pa tak, nimam kaj posebnih želj. Sam da pridemo iz bolnice, pa da smo doma skupaj. Neč pili. Tako kot vsako leto so tudi letos z božičkom pri obdarovanju pomagale znane osebnosti. Po temu, ko oddelaš to, čeprav to ni nobeno delo, ampak je užitek, se mi zdi, da imaš tako dobro vest še za celo leto naprej in nekako delamo to izključno zaradi veselja do tega. Srca je, ker glih to, ko vidiš te odzive otrok, kako so srečni, kako jih samo svoj prisotnost srečiš, se vedno povem, ampak če je res, ne, je neprecenljivo. No. Res sem zelo vesela, da se že 3. leto dejansko smo se odzvali temu in smo vsi zelo veseli, da smo lahko spet tule. V blagodejne učinke takšnih obiskov verjame tudi predstojnica klinike za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Jaz mislim, da psihičen vidik je zelo pomemben. Dosti na tem področju tudi še strokovno neznanega, sigurno pa mi vidimo, da je tisti dan med našimi otroki živo, veselo in to je nekaj, kar vpliva tudi na potrebo po prihodnji hospitalizaciji, ki bo za otroka na ta način, ker bo imel lep spomin na bivanje v bolnišnici, sigurno lažja. Ob tej priložnosti je tudi Pošta Slovenije donirala večji znesek za nabavo opreme klinike za pediatrijo. Predstojnica klinike je povedala, da se pravzaprav vsako leto ob tej priložnosti najde kak sponzor, ki kliniki omogoči nakup dodatne oziroma nove opreme. Društvo upokojencev Slivnica je tudi letos leto zaključila s koncertom mešanega pevskega zbora društva. V goste so povabili tudi druga društva. Zdaj že tradicionalno pripravljajo praznični koncert ob zaključku leta, na katerega povabijo različna društva, s katerimi tudi sicer na letni ravni sodelujejo. Letos so povabili fante iz Svete Ane iz Frama, mislim, da pa vsako leto povabijo en zbor, da potem z njimi potem zaključijo sezono v tekočem letu. Leto 2018 je sicer bilo dobro in uspešno, kar si pa želijo tudi za naslednje leto. Leto 2019 čim več zdravja, čim več sreče in pa seveda, da bi bili vsi ljudje razumni, da bi se med sabo razumeli in bili ponosni na to, kar smo do zdaj naredili in še bili bolj združeni, kot smo bili do sedaj. Tako so v Društvu upokojencev Slivnica letošnje leto zaključili s pesmijo. Minulo nedeljo so na Muti pripravili velik božični bazar in povabili otroke vrtca in šole tudi iz sosednjih krajev. Otroke je čakalo presenečenje, prihod Božička.
Na Muti je bila nedelja še posebej namenjena druženju in zabavi najmlajših. Bazar je tradicionalen, je že 5. leto in v turističnem društvu devamo veliko pozornost temu bazarju in nam pričara res nek čaroben december in ga res upoštevamo in ga hočemo pričarati tudi občanom. Pripravili so tudi pravljico Sneguljčica in 7 palčkov, ki so izvedle vzgojiteljica vrtca Vuzenica. Vzdušje je bilo res praznično in veselo, kar je bilo obiskovalcem še posebej v veselje. Ja, to da so pripravili. Super je, otroke smo pripeljali, otroke uživajo. Ja, za otroke je prav gotovo zanimivo. Mi odrasli pa bolj blizu ne pridemo tako blizu, da bi videli, drugače pa imaš kaj za pogledati v tisti vasi. Pa zakupiti pijačo ali kaj sladkega. Zelo veselo je, super je, mislim, letos se je začelo dogajati to, kar prejšnja leta ni bilo, tako da smo veseli s tem turističnim društvom in upam, da bo še naprej tako. Ročna dela. Stojnice. Ne, stojnice. Ročna dela so lepa. Dobre volje minulo nedeljo na Muti zagotovo ni zmanjkalo. Novo izvoljena županja občine Selnice ob Dravi je občankam in občanom zaželela lepe praznike. Ob tem je poudarila pomen preživetih praznikov v krogu svoje družine. Drage občanke, dragi občani občine Selnica ob Dravi. Bliža se konec leta in pred nami so božični prazniki, državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti in seveda začetek novega leta. Želim vam, da ta čas preživite v krogu svojih najbližjih, da ga preživite v miru, da si vzamete čas zase, za družino, za svoje prijatelje. Ne pozabite tudi na tiste, ki so morda v tem času potrebni pomoči ali morda samo lepe in tople besede. V novem letu 2019 pa vam želim predvsem zdravja in pa seveda, da se vam izpolnijo vse tiste, tudi najbolj skrite želje. Minuli konec tedna je v knjižnici Janka Glazerja v Rušah potekala otvoritev fotografske razstave Marije Flis z naslovom Ruški obrazi. Razstava je posvečena 80-letnici gospe Marije. Ruški obrazi je avtorica Marija Flis poimenovala razstavo, ki je tudi darilo ob njeni 80-letnici. Prvo mi je delo, prvo mi je tisto, da grem v atelje, verjetno več kot dom. Ampak dom je vsekakor veliko. Na fotografijah je zajela marsikaterega znanega Rošana in Rošanko. Zvezdana Rimšak, ruški duhovnik Uroš Raspet, Mirko Vovšek in Urška Repolusk s portreti krasijo prostore knjižnice Janka Glazerja v Rušah. Vedno v vsaki fotografiji sem hotela pokazati nekaj, kar je za Ruše. Tudi krajani Ruš imajo zelo pozitivno mnenje o njej kot o avtorici in kot osebi, ki je veliko doprinesla kraju. Jaz jo spremljam že, se pravim, od 10. leta naprej. Ona živi za svoj atelje, živi za svoje delo in se pravim, če bi to prenehala naenkrat, bi verjetno zbolela. Ker to jo gor drži, da ima obveznost, da gre zjutraj v atelje, potem še gre se v Maribor večkrat zapelje k sinu, ali kaj pelje, da je naredijo, ker tam izdelujejo fotografije. Tako da pravzaprav gre zvečer navadno domov. Tako da ne vem, se pravim, to je njen smisel življenja. Razstava bo sicer na ogled še v mesecu januarju prihodnje leto. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Nocoj bodo mariborski futsalisti odigrali zadnjo tekmo letos, ob 21. v dvorani Lukna proti KMN Sevnica. Jutri v soboto 22. decembra bo Božiček obiskal otroke v občini Hoče - Slivnica, najprej na podružnični šoli Reka Pohorje, nato pa še na tržnici v Pivoli s pričetkom ob 9:30. V Vuzenici na ploščadi bo znova pestro. Pripravljajo žive jaslice s pestrim kulturnim programom, ki mu bo sledilo božično obdarovanje otrok. V športnem parku Ruše pa bo Božiček nadel drsalke in se ob 17. zabaval z otroci. V selniškem hramu kulture Arnolda Tovornika pa vas vokalna skupina Florentina vabi na glasbeni večer z gosti ob 18.
Na Muti pa so znova pripravili božično-novoletni koncert pihalnega orkestra Muta v telovadnici osnovne šole Muta s pričetkom ob 19. Toliko zaenkrat, imejte lep konec tedna in nasvidenje.